TV. Kids TV. Kvisko, živali. Dan otroci, ste pripravljeni? Začnimo. Povodni konj. Gepard. Kameleon. Katera izmed treh živali je najhitrejša kopenska žival? Tako je, to je gepard. Gepardi so najhitrejše živali na tleh. So vrhunski šprinterji na krajše proge in ko gre za res, gepard dela tudi 8-metrske skoke. Na kratke proge doseže hitrost tudi nad 100 km/h, vendar lahko šprinta samo okoli 15 sekund, potem mora počivati. Gremo naprej. Antilopa. Kača. Lev. Katera izmed treh živali spada v skupino velikih mačk? Tako je, to je lev. Lev je velika mačka. Zaradi goste samčeve grive se med vsemi mačkami samec in samica najbolj razlikujeta. Danes živijo levi v prostranih savanah in stepah južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju v Indiji. Levu rečemo tudi kralj živali. Mandril. Nosorog. Ptič tukan. Katera izmed treh živali se pogosto kopa v blatu? Le katera? To je nosorog. Nosorogi so družina lihoprstih kopitarjev. Danes v savanah in travnatih pokrajinah Afrike živita dve, v Južni Aziji pa 3 vrste. Obstajajo črni nosorog, javanski nosorog, sumatranski nosorog in indijski nosorog. Gremo dalje. Slon. Zebra. Žirafa. Katera izmed treh živali ima rilec oziroma trobac? Sloni, kako pa? Sloni so rastlinojede živali. Hrano naberejo z rilcem ter si jo odnesejo v gobec. So živali z zelo izraženim socialnim čutom ter močnimi družinskimi vezmi. Sloni ne samo, da radi pijejo vodo, ampak se tudi zelo radi kopajo. Gremo naprej. Papiga. Krokodil. Flamingo. Katera izmed treh živali je plazilec? Katera izmed treh? Krokodil, bo držalo. Krokodili in aligatorji so plazilci, ki so se pojavili pred 84 milijoni let. So najbližji živeči sorodniki ptic. So ena redkih živali, ki so na svetu že od prazgodovine in so bili družba že dinozavrom. Gremo na naslednje vprašanje. Bizon. Emu. Divji pes. Katera izmed treh živali je kopitar? Kaj mislite, katera? Bizoni, seveda. Bizoni so veliki sodoprsti kopitarji. Evropski bizon teče s hitrostjo dirkalnega konja. Je precej plašna žival in se človeku umika. Danes se po različnih evropskih gozdovih potika okoli 2000 teh največjih evropskih kopenskih sesalcev. To je to in odlično vam je šlo. Kvisko, živali. Dan otroci, ste pripravljeni? Začnimo. Zajec. Tiger. Panda. Katera izmed treh živali ima najdaljša ušesa? Kaj mislite? Zajec, seveda. Poljski zajec pozimi spremeni prehrano.
Poleti se je prehranjeval s travo, listjem, plodovi in semeni, pozimi pa si privošči lubje. Vedno pa pohrusta tudi nekaj svojih iztrebkov, ker ima slabo prebavo, tako v telo vrne vitamine in druge še neprebavljene snovi, ki bi jih sicer izgubil. Gremo naprej. Ovca, medved, maček. Katera izmed 3 živali ima rada med? Le katera? Sladkosnedi medved, seveda. Rjavi medved je največja zver pri nas in druga največja na svetu. Večji je le severni medved. Kljub okornemu videzu medved odlično teče, plava in pleza. Medved je vsejed, največ poje rastlinske hrane, sadje, jagodičev, oreščkov, koreninic, pa z medom se rad posladka. Lisica, lev, krava. Katera izmed 3 živali skotite lička? Le katera? Krava skotite lička, bo držalo. Samice so torej krave, samcu rečemo bik, mladičku pa teliček. Ste vedeli, da krava v povprečju spi le 4 ure na dan? Je rastlinojeda žival in lahko bi rekli, da večino dneva moli travo in počiva. Zebra, žaba, panda. Katera izmed 3 živali ima plavalno kožico? Kaj mislite? Žabe imajo plavalno kožico. Žabe so največja in najbolj znana skupina dvoživk. Na žabi glavi najprej opazimo ogromne oči. Zaradi postavitve in gibčnosti vidijo na vse strani hkrati, tudi za seboj. Žabe ne pijejo, vso za življenje potrebno vlago vsrkajo skozi kožo. Povodni konj, miš, zajec. Katera izmed 3 živali večino časa preživi v vodi? Povodni konj. Povodni konj ali nilski povodni konj je velik rastlinojedi afriški sesalec. Ima močno valjasto telo in orjaško glavo. Večino časa preživi v vodi, saj se tako zaščiti pred močnim soncem in pregrevanjem telesa. Je druga najtežja in tretja največja kopenska žival. Lev, lisica, tiger. Katera izmed 3 živali je največji predstavnik mačk? Tiger je pravilen odgovor, prav on je največji predstavnik mačk. Prepoznamo ga po oranžnem kožuhu s črnimi progami. Živi v težko prehodnih gozdovih Azije, kjer so ponavadi dobro skriti. Za razliko od večine drugih mačk imajo radi vodo in veliko plavajo ali pa se v vodi samo hladijo. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko živali. Dan otroci, novih 6 vprašanj imam za vas. Začnimo. Metulj, ptič, polž. Katera izmed 3 živali ne zna leteti? Bo držalo, polž ne zna leteti. Iz teh breznogih bitij mezi spolzka sluz, po kateri drsijo in zaradi katere jih ptice in drugi plenilci težje zgrabijo. Polži se v vročem, suhem vremenu skrijejo v hišico in odprtino zaprejo z gosto sluzjo, da se ne izsušijo. Gremo naprej. Pikapolonica, zajec, kačji pastir. Katera izmed 3 živali spada v družino hroščev? Kaj mislite? To je pikapolonica.
Pikapolonica je precej ljubka žival. Zanimivo je, da spada v družino hroščev, se pravi žuželk, ki pa jih običajno ne maramo. Narava jo je obdarila s prikupnim videzom, prijaznostjo in koristno vlogo, ki jo opravlja v naših vrtovih. Žaba, muha, bogomolka. Katera izmed treh živali je dvoživka? Le katera? Žaba, bo držalo, zelo dobro. Žabe so dvoživke, to pomeni, da lahko živijo v vodi in na kopnem. Njihova koža je sluzasta, ležejo jajčeca in dihajo s škrgami in pljuči. Žabe živijo po vsem svetu, razen na Antarktiki. Najpogosteje se naselijo v območjih z vlažnim podnebjem. Medved, jelen, lisica. Katera izmed treh živali ima razvejano rogovje? No, kaj mislite? Jelen, kako pak? Jelen je elegantna gozdna žival, ki se ponaša s košatim rogovjem. Rogovje vsako leto odpade, na njegovem mestu pa zraste novo, večje. Je rastlinojet in živi v tropih, ki jih vodi samica. Košuta ji rečemo. Najmanjši predstavnik je mošus, največji pa los. Sova, zajec, pingvin. Katera izmed treh živali je ptič, pa vendar ne zna leteti? To je pingvin. Pingvin je ptič, pa kljub temu ne more leteti. Večino svojega življenja preživi v morju, čeprav ni riba. Živi v najhladnejšem delu sveta in to vse leto. Plava z izjemno hitrostjo, hodi in se sanka po trebuhu. Precej zanimivo življenje imajo, se vam ne zdi? Jež, kača, lenivec. Katera izmed treh živali ima bodice? Jež ima bodice, bo držalo. Ježi so majhni sesalci z bodicami na hrbtu. Pravih ježev je 16 vrst in živijo v Evropi, Afriki, Aziji in celo na Novi Zelandiji. Ježki so prebivalci gozdov, ki imajo veliko grmovja. Si pa svoj dom lahko najdejo tudi v sadovnjaku, parku ali domačem vrtu. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Kvisko, živali. Dan otroci, novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Žirafa, lev, slon. Katera izmed treh živali najraje smuka sočno listje akacije? To je žirafa. Žirafe živijo v Afriki z izjemo puščav in pragozda. So najvišje živali na svetu in lahko dosežejo višino 5,5 metra. Ker je tako visoka, se prehranjuje z listjem, popki ali cvetovi, ki jih z lepljivim črnim jezikom trga z vrhov dreves. Med ljubšimi so ji listi akacije. Gorila, žirafa, lev. Katera izmed živali je najbolj podobna nam, ljudem? No, katera? Gorila, bo držalo. Prav gorila je ena izmed tistih opic, ki nam je najbolj podobna. So pa nam podobni tudi šimpanzi, orangutani ter giboni. Vse naštete opice so zelo razumne živali z velikimi možgani, dolgimi okončinami, nam podobnimi prsti, njihovo telo pa je poraščeno z dlako. Slonica, tigrica, noj. Katera izmed treh mamic najdlje skrbi za svojega mladiča? Katera izmed treh? Kaj mislite?
Slonica, aha. Slonica ima praviloma enega mladiča, ki ga doji 2 leti, lahko tudi več. Dokler ne pride na svet naslednji mladič, starejši mladič ostane v družinski skupnosti. Lahko jo obkroža več mladičev, nekateri so stari tudi 11 let. Če je mladič napaden, ga samica zavzeto brani. Polž, kokoš, piščanec. Katera izmed 3 živali je mehkužec? Kaj mislite, katera? Polž je mehkužec, bo držalo. Iz teh breznogih bitij mezi spolzka sluz, po kateri drsijo in zaradi katere jih ptice in drugi plenilci težje zgrabijo. Polži se v vročem, suhem vremenu skrijejo v hišico in odprtino zaprejo z gosto sluzjo, da se ne izsušijo. Še zanimivost, največje polže na svetu imenujemo ahatnik. Pav, papiga, lenivec. Katera izmed 3 živali je sesalec? Pa ne tisti, s katerim se samo doma. Tako je, lenivec je sesalec, ki večino dneva preživi na drevesu, obešen za tace. Več centimetrov dolgi kremplji mu zagotavljajo dober oprijem. V tem položaju se hrani, premika in spi. Lenivec prileze z drevesa samo enkrat na teden, da opravi svoje potrebe. Da gre kakat in lulat. Los, slon, lev. Katera izmed 3 živali je največji predstavnik jelenov? No, katera izmed 3? Los je največji predstavnik družine jelenov, ki živi v kanadskih gozdovih in na Aljaski. Glave samcev krasi široko in deloma plosko rogovje, po katerem ga prepoznamo. Los je dobro prilagojen na življenje v mrzlih deželah, zato ima široka kopita, da se ne pogreza v sneg ali blato. Zaradi njih tudi dobro plava. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, živali. Dan, otroci. Novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Začnimo. Antilopa, kamela, gepard. Katera izmed 3 živali ima 2 grbi? Katera izmed 3? To je kamela. Dvogrba kamela živi udomačena v vseh suhih predelih Azije, od Turčije do vzhodne Kitajske. Kamele so najbolj prepoznavne po značilni grbi, kjer shranjujejo hranilne snovi v obliki maščob. Zelo dobro so prilagojene na sušne razmere, so tudi zelo hitre. Gremo dalje. Emu, gorila, jelen. Katera izmed 3 živali je ptič? No, katera? Emu, emu je ptič in to drugi največji ptič na svetu. In ne zna leteti. Živi v Avstraliji. A ja, prvi največji ptič pa je noj. Emu v višino meri skoraj 2 metra in je prevelik in pretežak, da bi lahko vzletel. Zlasti zato, ker ima majhna krila. Gremo naprej. Kača, kenguru, konj. Katera izmed 3 živali spada med vrečarje? Katera izmed 3? To je kenguru. Kenguru je simbol Avstralije in samo v Avstraliji živijo na prostem. So rastlinojedi, imajo močne zadnje noge, ki jim omogočajo hitre in dolge skoke, pri katerih uporabljajo rep kot krmilo za ravnotežje. Kenguruji spadajo med posebno vrsto sesalcev, imenovano vrečarji. Gremo naprej. Krokodil, lev, mandril. Katera izmed 3 živali živi v krdelu? Je to krokodil, lev ali mandril?
Lev živi v krdelu, tako je. Lev je velika mačka. Zaradi goste samčeve grive se med vsemi mačkami samec in samica najbolj razlikujeta. Danes živijo levi v prostranih savanah in stepah južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju v Indiji. Levu rečemo tudi kralj živali. Medved, metulj, miš. Katera izmed treh živali je žuželka? Kaj mislite? Metulj spada med žuželke. Vsem je skupno, da imajo tridelno telo, sestavljeno iz glave, oprsja in zadka, ki vsebuje prebavila in spolne organe. Na oprsju sta nameščena 2 para kril, sprednji in zadnji, in praviloma 3 pari nog. Poznamo jih okrog 160 tisoč različnih vrst. Kljunati ježek, noj, opica. Katero izmed treh živali uvrščamo med žive fosile? Tole vprašanje je nekoliko težje, ampak nič hudega. Res je, kljunatega ježka uvrščamo med žive fosile. Veste, poleg kljunašev so zadnji predstavniki stokovcev, sesalcev, ki ležejo jajca. So ena najstarejših živečih vrst sesalcev, saj so se na Zemlji pojavili že pred 200 milijoni let in prav zato jih uvrščamo med žive fosile. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko živali. Dan otroci, čas je za novih 6 vprašanj. Začnimo. Žirafa, mandril, slon. Katera izmed treh živali sodi v družino opic? Kaj mislite, katera? Mandril bo držalo. Mandril je ena izmed največjih opic. Samec lahko zraste tudi meter visoko. Tehta od 35 do 45 kilogramov. Podobno kot zares velik pes. Opice prebivajo v zelo različnih življenjskih okoljih. Gremo naprej, drugo vprašanje. Vrana, sova, noj. Katera izmed treh ptic je aktivna ponoči? Kaj mislite, katera izmed treh? Sova. Sove so nočne živali, kar pomeni, da so aktivne takrat, ko mi spimo. Lov jim olajšujejo tudi velike oči, s katerimi dobro vidijo v mraku in celo v temi. Na očesni mrežnici imajo veliko več celic, ki so občutljive za svetlobo kot dnevne živali. Gremo naprej. Tiger, slon, kamela. Katera izmed treh živali je progasta? No, katera? Tiger, kako pa? Za največjo in najmočnejšo zver velja sibirski tiger. Je največji od vseh tigrov in ima čudovit svetlo progast kožuh. Živi v zasneženih gozdovih severovzhodne Kitajske in južne Sibirije. Pred mrazom ga varuje topel gost kožuh z dolgo dlako. Šape ima široke in gosto dlakave. Gremo hitro naprej. Povodni konj, surikata, kača. Katera izmed treh živali živi v rovih, ki si jih sama izkoplje? Katera izmed treh? Surikata je pravilen odgovor. Surikata je mesojeda žival, ki živi v Južni Afriki, predvsem v savanah, puščavah in polpuščavah, kjer je površje primerno za kopanje rovov. Gre za pravi labirint različnih prostorov, ki imajo številne vhode in izhode, ki si ga čisto same izkopljejo. Ptič tukan, papiga, pav. Katera izmed treh živali ima največji kljun? Katera izmed treh?
Največji kljun ima ptič tukan. Govorimo o ptici iz amazonskega gozda, ki slovi po ogromnem barvitem kljunu. Prehranjuje se s sadeži številnih rastlinskih vrst, ki jih spretno obira s svojim velikim kljunom. Svojo prehrano pa dopolnjuje tudi z žuželkami in drugim živalskim plenom. Živijo v Južni Ameriki. Še zadnje vprašanje. Kljunati ježek, lenivec, vidra. Katera izmed 3 živali svoj čas najraje preživlja v vodi? Seveda, to je vidra. Vidra je zver iz družine kun, ki živi tudi na področju Slovenije. Ta sesalec temno-rjave barve je povsem prilagojen življenju v vodi, kjer lovi svoj glavni plen, ribe. Pri plavanju si pomaga z močnim repom, s katerim se poganja skozi vodo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Kvisko, tokrat zimsko obarvan. Ste pripravljeni? Medved, lisica, sova. Katera izmed 3 živali prespi zimo? Je to medved, lisica ali sova? Aha, za medveda je značilno, da zimo predremlje. Telesna temperatura se mu zelo zniža, presnova upočasni in tako v zimskem spanju preživi 3 ali več mesecev. Gremo naprej. Kapa, šal, škornji. Kaj bomo dali na glavo, ko je zunaj mraz? Je to kapa, šal ali škornji? Tako je, kapo bomo dali na glavo, če bomo želeli, da nas ne zebe vanjo. Šal si zavijemo okoli vratu, škornje pa obujemo na noge. Drži? Seveda drži. Gremo dalje. Polarni medved, smrečica, severni jelen. Kaj krasimo zadnji mesec v letu? Je to polarni medved, smrečica ali severni jelen? Tako je, zadnji mesec v letu običajno krasimo smrečico, ki da našemu domu prav poseben čar. Kateri pa je zadnji mesec v letu? December, tako je, 12. mesec po vrsti. Gremo naprej. Hiša, sneženi mož, pingvin. Kaj bomo naredili iz snega? Je to hiša, sneženi mož ali pingvin? Sneženega moža, tako je. Skoraj vedno, ko je zunaj sneg, opazujemo otroke, ki delajo sneženega moža. Pingvini sicer imajo radi sneg, ampak nisem še videla nikogar, ki bi pingvina iz snega tudi naredil. Volk, zajec, vrana. Katera izmed 3 živali bo v snegu pustila največje sledi? Je to volk, zajec ali vrana? Volk, seveda. A vsi vemo, zakaj volk? Zato, ker je od 3 živali slik največji in ima tako največje šape, ki bodo v snegu pustile največji odtis. Odlično, gremo dalje. Božiček, škrat, ptica. Kdo nas obdari v noči pred Božičem? Je to božiček, škrat ali ptica? Res je, Božiček je tisti, ki nas obdari v noči pred Božičem. Včasih prinese točno tisto, kar smo si zaželeli, včasih pa prinese tisto, kar meni, da najbolj potrebujemo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Kvisko, zimsko obarvan. Ste pripravljeni na novih 6 vprašanj? Začnimo. Božiček, pingvin, sneženi mož. Kdo nam v noči pred Božičem, medtem ko spimo, prinese darila? Je to božiček, pingvin
ali sneženi mož. To je Božiček, bo držalo. Ta dobri mož nas obdaruje na predvečer Božiča. K nam pripotuje na saneh, ki jih po zraku vleče 8 severnih jelenov. Najbolj poznan pa je zagotovo jelenček Rudolf, kaj ne? Rdeča, rjava, zelena. Kakšne barve je Božičkova kapa? Je rdeče, rjave ali zelene barve? Rdeča je, ta dobri mož je oblečen v rdeče-beli plašč, okoli pasu ima črn pas za ponko, na glavi pa nosi rdečo kapo z belim cofom. Gremo naprej, ste pripravljeni? Okraski, oblak, darilo. Kaj obesimo na smrečico? So to okraski, je to oblak ali darilo? Na smrečico obesimo okraske, res je, takšne ali drugačne, okrogle, kvadratne, v obliki srčkov, v obliki oblačkov, ampak še vedno imajo skupno ime. Vse to so okraski. Lubenica, topel čaj, kolač. S čim se bomo pogreli sredi zime? Se bomo pogreli z lubenico, s toplim čajem ali s kolačem? Topel čaj nas bo segrel sredi zime, bo držalo. Lubenica prija v poletnem času, kolač pa je super v vseh 4 letnih časih. Gremo na naslednje vprašanje. Kopalke, bunda, kratke hlače. Katero izmed 3 oblačil je zimsko? So to kopalke, je to bunda ali so to kratke hlače? Bundo bomo oblekli po zimi in se tako zaščitili pred mrazom. Kopalke bomo oblekli poleti, v kratke hlače pa bomo smuknili že spomladi. In katerega letnega časa nismo omenili? Jeseni, tako je. Lisica, divji prašič, medved. Katera izmed 3 živali na sliki nosi kapo? Je to lisica, divji prašič ali medved? Tako je, divji prašič ima kapo na glavi. Najbrž bi ga bilo hecno v naravi videti s kapo, ampak na tejle sliki pa je precej prikupen, kaj ne? Divji prašiči so drugače, zelo previdne in razumne živali. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Kvisko, zimsko obarvan. Ste pripravljeni na novih 6 vprašanj? Pa začnimo. Polarni medved, žirafa, slon. Katera žival živi na mrzlem severu? Je to polarni medved, žirafa ali slon? Tako je, to je beli polarni medved, ki je velik sesalec iz družine medvedov. Je največja zver na svetu. So mesojede živali, odlični plavalci in izjemno so hitri. Prehitijo človeka kot za šalo. Gremo dalje. Smuči, smučarska deska, drsalke. Povejte mi, s čim smučamo na snegu? S smučmi, smučarsko desko ali z drsalkami? Bo držalo, s smučmi smučamo na snegu, z desko deskamo na snegu, z drsalkami pa drsamo na ledu. Gremo naprej na 3. vprašanje. Pred vami so 4 slike s 4 letnimi časi. Na kateri izmed slik je prikazana zima? Na sliki številka 1, 2, 3 ali 4? Res je, zima je prikazana na sliki številka 4. In kako vemo, da je ravno to zima? Ker so drevesa zasnežena. Aha, pa tudi poglejte, ti beli krogci, to je sneg. Gremo dalje.
iglu, stolpnica, hiša. Kako rečemo domovanju, zgrajenem iz snežnih ledenih kock? Mu rečemo iglu, stolpnica ali hiša. Iglu bo držalo. Iglu ali eskimski dom je snežna hiša ali hiša iz ledu. In kdo živi običajno v igluju? Eskimi. Odlično, gremo dalje. Sani, tovornjak, letalo. S katerim prevoznim sredstvom se bo Božiček pripeljal v naše kraje? Bo prišel s sanmi, s tovornjakom ali z letalom? S sanmi se bo pripeljal, kako pa? Iz daljnega severa ga bodo v sani vpreženi jeleni z rdečenosim Rudolfom na čelu peljali od hiše do hiše, od otroka do otroka. Še zadnje vprašanje. Rokavice, šal, pulover. Kaj si damo na roke, da nas ne zebe? Si bomo dali na roke rokavice, šal ali pulover? Rokavice. Ja, rokavice nam bodo segrele roke. Šal gre okoli vratu, topel pulover pa je nepogrešljiv, ko je zunaj mrzlo. Greje nas in tako se lahko tudi, ko sneži, brezbrižno igramo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Kvisko, zimsko obarvan. Novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Božiček, jelen, ptiček. Komu pošljemo pismo z željami? Ga pošljemo Božičku, jelenu ali ptičku? Božiček je naslovnik naših pisem z željami. Bo držalo? Le kaj vse ste si zaželeli? Prav radovedna sem, priznam. Mi boste povedali? Gremo naprej na drugo vprašanje. Los, medved, sova. Katera izmed 3 živali bo na snegu pustila najmanjše sledi? Je to los, medved ali sova? Sova je tista, ki bo pustila najmanjše sledi. Aha, los je ogromen, njegova kopita pa močna in velika. Medvedove šape so tudi ogromne in njegove sledi bi težko spregledali. Gremo dalje na 3. vprašanje. Jelen, polarni medved, lisica. Kdo je Božičkov glavni pomagač? Je to jelen, polarni medved ali lisica? Tako je, glavni Božičkov pomagač je jelen. A vsi poznamo rdečenosega jelenčka Rudolfa. Če še niste slišali zanj, potem prosite starše, da vam preberejo kakšno Božičkovo pravljico, kjer nastopa tudi Rudolf. Sneg, bomboni, cvetovi. Kaj pada po zimi z neba? Je to sneg, so to bomboni ali cvetovi? Seveda, sneg je tisti, ki pada po zimi. Ljubitelji bombonov bi si želeli, da bi bomboni padali, kaj ne? Ljubitelji rož pa rože. O, bi dišalo po cvetlicah, če bi temu res bilo tako. Listje, pismo, zvezde. Kaj po zimi odpade nekaterim drevesom? Jim odpade listje? Odpadajo drevesom pisma ali zvezde? Listje odpade nekaterim drevesom, tako je. Listavci jim rečemo. To so drevesa s širokimi listi, za razliko od iglic, ki so na iglavcih, torej iglastih drevesih. Večina listavcev po zimi odvrže liste. Gremo dalje. Smučanje, plavanje, nogomet. Kateri izmed 3 je zimski šport? Je to smučanje, plavanje ali nogomet? Smučanje je zimski šport.
Naša prelepa Slovenija je dežela manjših smučišč, kjer lahko smučajo začetniki, otroci, ki že obvladate smuči, pa tudi za izkušene smučarje so primerna. Kvisko, to je to in zelo dobro vam je šlo. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, poljubček in pa do prihodnjič!